Pozdravljeni. Kaj naredimo, kadar nam nekdo spije vso energijo? To je res zanimivo in večno vprašanje, a ne, ki ga imamo. Mogoče se kdo od vas spomni videa, ki sem ga posnela, mogoče 3-4 videe nazaj o izgubi smisla oziroma v čem je sploh smisel, kaj je sploh smisel. To je nekaj zelo podobnega. Skratka, ko izgubljamo smisel, se počutimo zelo podobno. Tako da si ta video lahko pogledate. Ja, to, da nam nekdo spije energijo, je občutek, ki ga imamo, in s tem občutkom, ki ga imamo, zelo velikokrat damo odgovornost na ven. Skratka, nekdo je kriv, da se jaz tako počutim, nekdo od zunaj mene. In v bistvu ne gre za to. Gre za to, da se nam dogajajo pač stvari, ki nas izčrpavajo, ki jim mogoče nismo kos, ki se nam odveč, ki nas ne veselijo, v katerih ne vidimo smisla. Meni se je recimo od tistega trenutka, ko so mi hacknili v Facebook profil in potem v poslovni profil, začelo dogajati zelo veliko zanimivih stvari, ki so se dogajale na tak način, da sem jaz vsakič rekla: "Šit, ne zmorem več, dosti je." In to je bila napaka, a ne. To je bila napaka. Moja reakcija, ko rečeš ne zmorem več, je pač ne zmorem več. Kaj bi lahko naredila? Rekla bi: "Glej, bomo pa še to rešili, pač mala malca." Ker smo itak mogli rešiti, a ne. Itak pač ni, ne moreš kar pustiti stvari. Tako da potem je tukaj še en rek, ki so ga naše stare mame rekle, a ne, ke ima hudič mlade. Veste. In tega se dajte znebiti, tega prepričanja, da ko gre enkrat nekaj narobe, da gre potem vse narobe, tega se tudi dajte znebiti. In zdaj poglejmo, kaj se dogaja, ko rečemo, da mi nekdo pije energijo. V resnici ni tistega nekdo, tisti nekdo ne obstaja. Zato ker sem jaz tista, ki nisem postavljena, jaz sem tista, ki nisem v stiku s sabo, in jaz sem tista, ki dopuščam, da meni nekdo pije energijo. Jaz sem tista, ki pravzaprav ne postavljam meja, ki se ne zavedam dovolj, kaj se dogaja, ki nisem dovolj v stiku s sabo in pustim, da go with the flow, da gre vse tako, kakor pač gre. In to ni v redu, ta spontanost ni okej. Kadar imamo mi neke težke preizkušnje v življenju, je zelo pomembno, da imamo te preizkušnje narejene na tak način, da se znamo ustaviti, da znamo premisliti, da se prvič znamo umiriti, a ne. Ker ko se nekaj zgodi, naše telo zadrgeta, v naše telo pride panika, prišla je neka sprememba, prišla je sprememba, ki jo vidimo, da ne bo dobra sprememba, in se zakrčimo. In potem delamo neumnosti. Ko se mi znamo ustaviti, ko si rečemo: "Okej, prišla je sprememba, dajmo jo pogledati. Kako bomo s to spremembo šli naprej. V redu, prišla je neka težka naloga, ki jo ne maramo, kako bomo to rešili." Da najdemo neka sidrišča, kjer se v sebi zasidramo in vemo, kaj bo naslednji korak. Temu jaz rečem občutek varnosti pri sebi. Da se pri sebi pripnem v neki občutek varnosti in vem, da bom zmogla. Druga stvar je, če vidim, da ne bom zmogla, a poznam ljudi, ki jih lahko prosim, da mi pomagajo. Meni je zdajle to rešilo, jaz bi lahko rekla, življenje, da imam okrog sebe zares ljudi, ki me podpirajo in ki vejo, v bistvu, ki me slišijo, ki jaz rečem, to rabim, da pač to tudi dobim, a ne. In zato sem res neizmerno hvaležna. Tako da, a imate neko ekipo ljudi, prijateljev, partnerja, nekoga, ki je takrat tam za vas. Tudi, a veste, včasih ni treba, da kdo kaj naredi, včasih je dovolj, da vas samo posluša. Potem se je pa zgodilo nekaj zelo zanimivega, a ne. Jaz sem ta vikend vzela mojo mami iz doma po 4 mesecih, od februarja ni bila zunaj, zato ker sem bila jaz pred karanteno na dopustu. Meni je bilo blazno težko, zaradi tega, ker je bila toliko časa zaprta, njej se je že mešalo. In a veste, kako je to, ko pripelješ človeka,
na svobodo po 4 mesecih. To je bilo ogromno nekih čustev, ogromno nekih potreb, ogromno nekih zgodb. Ona je govorila, se smejala, jokala, prosila. In a veste, jaz jo ne obsojam, ker meni bi se gotovo isto, pač vsakmu bi se isto zgodilo po 4 mesecih ene utesnjenosti v enem prostoru. Ampak kar se je meni zgodilo, je, da sem v bistvu kolapsirala vse na vse tisto, kar se je dogajalo prej, potem še to, in v ponedeljek sem si rekla, zdaj bom pa posnela vlog, zdaj bom pa naredila to, zdaj bom pa naredila uno, jaz se nisem mogla ničesar lotiti. Jaz sem bila toliko izmučena, toliko prazna, tako da sem rekla, jem kar nehala delati, vse nima smisla, vse je brez veze. A vidite, ne, smisel in energija, kako gre to skupaj. In glejte, ni bila moja mami tista, ki je kriva za to. Jaz se nisem dovolj pripravila, jaz nisem znala pohendlati s tem. Jaz imam vse nepredelane stvari, ki jih moram predelati. In to je, sama sebe sem v resnici izčrpala do nezavesti. Ja, in pol sem danes se lotila, sem si rekla, daj bom pa posnela točno to, kako se zdajle počutim. In to je moj prvi korak k temu, da pridem nazaj v akcijo, da se nazaj aktiviram. Zakaj se je ta korak sploh lahko zgodil? Jaz sem si včeraj rekla, Lejla, moraš se spočiti, moraš nekaj narediti. In jaz sem v bistvu spala 12 ur. Jaz sploh nisem vedela, da sem toliko utrujena, nisem več čutila. Veste, kaj je telo toliko utrujeno, ker so možgani toliko utrujeni, da več ne občutiš tega. No, in danes zjutraj sem se zbudila spočita in naspana in sposobna za novo akcijo in sposobna, da tole zgodbo delim z vami, ki je polna nekih mojih šibkosti. Delim pa z vami v bistvu to zaradi tega, ker vem, da se to dnevno dogaja ljudem. Vem, da so eni ljudje mesece v takem stanju, da se ne morejo nikamor premakniti. In vem, da veliko ljudi računa na to, da se bo zunaj njih nekaj zgodilo, da jih bo premaknilo, da bodo prišle barve. Ne. Mi smo tisti, ki našemu življenju dajemo barve, mi smo tisti, ki lahko aktiviramo naše življenje. Mi smo tisti, ki se lahko odločimo, a bomo živeli na kavču, a bomo živeli v življenju. Mi smo tisti, ki se odločimo, a bomo gledali samo negativne stvari in se valjali v nekih strahovih, a bomo aktivni, bomo izboljšali ta svet, bomo lepšali svet, bomo prijazni do ljudi okrog sebe. To so vse naše izbire. In lejte, ko rečemo, če še enkrat ponovim vprašanje, kaj narediš, ko ti nekdo spije vso energijo? A veste, kaj narediš? Vprašaš se, kaj je pri tem moj delež? Kaj je moj delež? A mu nisem postavila meje? A sem odvisna od tega človeka? A se mi smili ta človek? A ne vem, milijon enih razlogov je lahko. Skratka, ta človek ni popolnoma nič kriv. Vi ste mu dopustili, vi ste mu dovolili, vi ste mu preprosto na pladnju ponudili vso vašo energijo. In če bi mu jo ponudili pol manj, nič ne bi bilo narobe. Ta človek verjetno sploh ne bi opazil tega. Če bi jaz rekla, lej, mami, zdajle rabim čas zase, bi ona rekla, v redu, pa bi šla televizijo gledati. Sem prepričana, ne bi opazila sploh, ampak gre se za to, da so tukaj neki bili moji občutki, da se je ona meni smilila, da je bilo meni težko, da sem si vsakič, ko sem si rekla, joj, če bila jaz, ko meni se zmešal, in sem šla v bistvu prekurjenje same sebe, zaradi tega, ker sem hotela nekaj rešiti za nazaj. Tako da, lejte, dala sem vam odgovor, dala sem tudi sebi odgovor, kar je najbolj pomembno, to, da sem sama sebi odgovorila, da se to ne bo naslednjič ponovilo ali pa da se ne bo kar naprej ponavljalo. Vi boste mogli vaše odgovore najti sami. In najdete jih samo s pomočjo tega, da rečete, kaj zdajle jaz čutim, kaj se v mojem telesu dogaja, kaj so moje misli.
kje sem, kako se počutim, zakaj to počnem, recimo, če imate zraven človeka, ki vas izčrpava, zakaj to počnete, da ga imate zraven 10 ur, recimo, ali pa 5 ur, ali pa 1 uro, če vas v 1 uri izčrpa. To ima nek smisel. Odgovorite si na ta vprašanja in ko boste dobili odgovore, boste znali postaviti meje na tak način, da boste ostali celi. In jaz si tudi želim ostajati cela, tako da vas lepo pozdravljam in upam, da bo tale video prišel v veliko možganov in jih prosvetlil s tem, da smo mi tisti, ki si izbiramo, kako se bomo počutili. Tako da zdaj se pa lepo imejte in uživajte. Čau, čau!